Dragi bratje in sestre, ob evangeliju čudežnega ribjega ulova, ki nam je danes za premišljevanje ponuja Božja beseda, navadno pomislimo najprej na poklic, v katerega so bili poklicani apostoli, to je galilejski ribiči, in odmeva v tistem znamenitem pozivu namenjenem apostolu Petru: pojdi odslej, boš ljudi lovil. Toda tukaj se zgodi prvi nesporazum. Ta Jezusov poziv je za marsikoga zelo moteč, bolj spominja na poklic kakšnega policaja, kot pa na nekaj drugega. Namreč biti ribič ali biti pastir, če pomislimo na pogosto podobo pastirja in ovac, ne zveni zelo privlačno. Biti ovca, biti ulovljen, ujet. Po človeško je tako, nikakor pa ni tako po Božji. In evangelij ostaja Božja beseda. V človeškem pojmovanju ribič in pastir iščeta svojo korist. Uloviti čim več in s tem tudi čim več zaslužiti. Imeti veliko čredo in zato veliko volne, mleka in mesa. Vsega, kar potrebujejo za življenje. Ribič in pastir delata torej zase in mislita zase najprej na svoje preživetje. Toda evangeljski pomen pa to logiko obrne ravno na glavo. Ribič ne skrbi zase in ne za svoj zaslužek, ampak za ribe. Pastir ne skrbi za svojo ekonomsko računico, ampak za čredo, ki mu je zaupana. Biti ulovljen po evangeljski logiki ne pomeni nesreče, pač pa Božje odrešenje. Pomislimo čisto praktično na ljudi, ki doživijo na morju brodolom. Vprašajte jih, ali so takrat, ko so jih potegnili z vode, to doživeli kot nasilje ali kot rešitev. Kot rešitev, kot tisto, po čemer so najbolj krepenili. Zato evangeljsko pojmovanje ribolova vedno v Gospodu postaja za nas odrešenje in postaja blagoslov za naše življenje. Drugi nesporazum, dragi bratje in sestre, ob današnji Božji besedi, če napačno razumemo, se zgodi ob delitvi na ribiče in na ribe, na pastirje, na ovce, češ da je prvi vzvišen nad druge, da ima v njih oblasti in si jih lasti. Toda, bratje in sestre, v evangeljski Božji svetopisanski logiki ni samo ribič in nihče ni samo riba, nihče ni samo pastir in nihče tudi ni samo ovca. Vsi smo tako ali drugače oboje hkrati. Edino Jezus Kristus, naš odrešenik, je samo ribič in zares samo pravi pastir. Preden je Peter postal apostol, torej ribič ljudi, je moral biti sam ulovljen celo večkrat. Prvič ga je Jezus lovil, ko je hodil po vodi proti njem in se prestrašil in zato skoraj potonil. Predvsem je bil ponovno ulovljen, ko ga je Jezusa zatajil, ko se ni zavedal, koga ima pred seboj in zakaj je prišel Gospod na ta svet. Moral je izkusiti položaj izgubljene ovce, da se je kasneje mogel naučiti, kakšen in kdo je v resnici dobri pastir. Moral je biti rešen iz dna morja zatajitve, da je lahko v resnici postal ribič ljudi. Če hoče kdo biti prvi, naj bo vsem služabnik, tako Jezus pravi v evangeliju. Iz tega drugega nesporazuma pa potem, ko ga razrešimo, sledi bistveno sporočilo tega današnjega evangeljskega odlomka, predvsem za naše življenje. Povzeto je v gesti apostolov. Ko so zajeli tisto prepolno mrežo rib in so rekli tovarišom v sosednjem čolnu naj pridajo pomagati, so se zavedli, kdo je Jezus Kristus in kako pomembna beseda je bila, ko je Peter ubogel, ko mu je Jezus dejal: vrzi na ono stran. Če smo vsi krščeni, tako duhovniki, škofje, redovniki in redovnice, verniki, ribiči in ribe hkrati, enkrat bolj, drugič manj, je Jezus Kristus tisti, ki nam prav v našem poklicu, v naši življenjski situaciji kaže,
da moramo kot skupnost cerkve držati skupaj. Postajati moramo tovariši v najlepšem pomenu te besede. Tovariši si pomagajo in sodelujejo. Ko se nekdo muči v svojem čolnu, mu drugi pridajo pomagati, saj smo vsi sodelavci pri isti nalogi. Vsi postajamo sodelavci odrešeni. Da bomo eni in drugi v tem ali onem čolnu kaj ujeli, pa je potrebno odriniti na globoko in seveda tudi hoteti zajeti. Pa spet ne tako, kot smo dostikrat v svojih glavah prepričani, da imamo sami edino prav, da vse vemo, ker se to tiče našega življenja, na kar mislimo, da se v polnosti spoznamo. Mrežo je treba namreč vreči na Jezusovo besedo, na njegov način, z njegovim poznavanjem morja, torej našega življenja, sveta, v katerem živimo, se gibljemo in smo. Apostol Peter je postal prvi Jezusov učenec in s tem tudi pravi, takrat, ko je dejal: na tvojo besedo bom znova vrgel. Čeprav je malo prej z učenci ugotavljal, da ne bo nič ujel tisto noč. Peter je storil prvič nekaj, kar mu ni na račun. Toda tu je bila Jezusova beseda, njegova prisotnost in on je to storil. Bog torej z vsem svojim delovanjem sporoča, da preseneča in bo vedno presenečal, če bomo odprti njegovim spodbudam. Verovati v našem življenju pomeni slediti Jezusu Kristusu v našem pozornem osebnem iskanju resnice in božjih namigov. Delovati v veri pa pomeni slediti mu tudi v navidez popolnoma nesmiselnih dejanjih, saj tako sami mislimo. Vera namreč presega vsako človeško preračunljivost. Današnji evangelij bi morali razumeti kot povabilo k razmisleku, koliko prostora nudim Gospodu v mojem življenju. Ali sploh zaznam namige, kam naj vržem mrežo, ko se zdi to najbolj nelogično, ali ko mislim, da ne bom ničesar spremenil. To mogoče pomeni, da naredim nekaj, kar čutim, da moram, čeprav ni običajno, a bom z Gospodovo besedo to uresničil. Poleg tega po vsej logiki ne bo deležno neodobravanja, niti ne bo prineslo koristi v tistem trenutku, tako si mislim, a na Gospodovo besedo bom v svoji veri to tudi resnično storil. Vsi trije današnji svetopisanski odlomki torej govorijo o srečanju človeka z Bogom, njegovo veličino in ob tem tudi človek prepozna svojo grešnost in nemoč. Toda kljub temu grešnemu človeku Bog daje poslanstvo. Bog za svoje poslanstvo ne kliče usposobljenih in popolnih ljudi, pač pa usposablja nepopolne in daje moč onim, ki mu zvesto sledijo. Tako nas Gospod vabi k pogumni in zaupljivi veri. Vabi nas, naj ne ostanemo na plitvinah našega vsakdanjega življenja, lahko bi rekli v naši povprečnosti, ampak da odrinemo na globoko in se osebno srečamo z Jezusom Kristusom in iz tega srečanja, ki je temelj njegove besede, tudi zaživimo. Nikoli ne bomo res njegovi učenci, če se ne bomo zavestno odločili za to. Hoja za njim se ne začne takrat, ko ugotovimo, da ne mi iti za njim prijetno ali celo koristno, pač pa takrat, kadar zaslutimo, da je to položaj, v katerem čutimo in razumemo Božjo ljubezen do nas vseh, vsej njeni širini in vseh njenih odtenkih in spoznamo, kako zelo ga potrebujemo, ker brez njega vemo, da ne moremo ničesar storiti. Zato danes prosimo, Gospod, pomnoži mi vero, da bom v moči Tvoje besede in evharističnega kruha moje hotenje in sodelovanje združil s Tvojim, da bom lahko prav resničeval in izpolnil svoje poslanstvo, ki je poslanstvo pričevalca v tem svetu. Po Tvoji milosti sem to, kar sem, zato mi pomagaj, da ne bi nikoli zapravil te Tvoje naklonjenosti.
Pri vsaki maši daritvi tik pred obhajilom ponavljamo besede rimskega stotnika. Gospod, nisem vreden, da greš pod mojo streho, ampak reci le besedo in bom zdravljen. Na te besede, dragi bratje in sestre, ne samo ponavljamo, ampak si jih vtisnemo v srce, naj postanejo geslo našega življenja, da bomo tudi mi z Gospodovo besedo uresničevali svoje krščansko poslanstvo. Amen.